Dobrodan iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Vem, da ste pričakovali Katjo Buda, ampak Katja danes ne more, ker ima izpit. Vem, da ste razočarani, tudi sam sem, ker je napisal Denis danes vesti izrecno za Katjo, ampak dajmo se potruditi in en z drugim zvozati te vesti. Lep pozdrav na zadnji delovni dan v tem tednu. Iz ljubljanskega studia 136 vam nudimo 553 vesti na vesti. Predsednik vlade Borut Pahor se je danes ob 10:30 uri v svojih prostorih na Gregorčičevi sestal s predsednico vlade Republike Hrvaške Jadranko Kosor. Srečanje je bilo posvečeno nadaljevanju dialoga, ki sta ga premierja začela 31. junija na gradu Trakošćan v Hrvaškem Zagorju. Kot se kaže, smo se z južno sosedo vse bliže dogovoru, kako reševati njihov vstop v EU in našo mejo oziroma tudi vsa druga problematična vprašanja med državama. In kaj je že včeraj povedal premier Borči? A se ti delaš norca zbude, a kaj? Ne, probam dati ljudem, kar pričakujejo. Tudi danes sva se z predsednico večkrat slišala po telefonu in usklajevala stališča, tako da bova jutri delovno nadaljevala pogovor naprej. V vsakem primeru sem zadovoljen z potekom pogovorov in upam, da jih bomo kmalu uspešno sklenili. Seveda pa bodo potem potrebna na obeh straneh še posvetovanja s parlamentarnimi strankami, ne nazadnje v parlamentu. In tudi danes sta bila oba premierja zelo dobro barvno usklajena, kot da bi si pomagala s tako imenovano tiho diplomacijo. Torej, premijer in delegacije na kavi v centru Ljubljane na Pločniku oziroma na Tromostovju v najdražji ošteriji v centru na prostem, kjer je kava, mislim, za 4 evre. Kdo bo plačal, tole bomo še videli. Varnostnikov je ogromno in vsega ostalega. Po obrazih sodeč je hrvaška premijerka zadovoljna, da si je ob dežju ogledala Ljubljano in se seveda dogovorila za vse podrobnosti, kako bo Hrvaška napredovala proti Evropski uniji. Gospođa premijerka, kako vam je se svidjela kava u Ljubljani? Odlična. A ko jo je platio, naš premijer ili vi? Premijer me je platio, da. Hvala puno. Pa šalo na stran. Vlada je na podlagi sklepa nadzornega sveta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji DARS, ki je z upravo družbe dosegel sporazumno razrešitev, razrešila upravo na čelu s Tomislavom Nemcem. Za začasno predsednico uprave je imenovala zdaj predsednico nadzornega sveta DARS-a Matejo Duhovnik. Prometni minister Patrik Vlačič je ob tem izrazil svoje pričakovanja glede iskanja prihodnje uprave. Pričakujem, da bo nadzorni svet to upravil v običajnih rokih. Pričakujem, da bo potem tako, kot je v skladu z statutom in pa zakonom predlagal vladi in potem bo vlada imenovala, tako kot gre postopek. Hvala, volim. Mene zanima, a bo zdaj razpis, ne bo razpisa, videli smo zdaj pri enih podjetjih, ali NLB pač ni treba razpisa, vlada je rekla, bodo razpisi, pa kasi bodo, a zdaj to še velja, ne velja več, bo razpis, ne bo? To je podjetje v 100% državni lasti in bo razpis za predsednika uprave. Svetovna finančna kriza je obudila ponovne natise Karla Marxa. Njegov kapital je v Nemčiji prava prodajna uspešnica. Na dober odziv bralcev računajo tudi pri založbi Sanje, kjer so ponovno izdali komunistični manifest. O tem, zakaj je besedilo spet aktualno, so na novinarski konferenci spregovorili eminentni slovenski filozofi, med njimi tudi tovariš Slavoj Žižek. Profesor doktor je odgovoril tudi na nekaj vprašanj našega tovariša Denisa, še posebej pa se je razkuril, ko je moral odgovarjati o tako imenovanem slovenskem Stalinu, politiku Gregorju Golobiču, saj ga je iz publike na bivšem trgu Marxa in Engelsa provociral za zdaj še zaresno neznan goreč državljan. Grega Golobič, tole politično, kaj zares, bodimo resni, tako bi rekel. Ampak, bil je, kolikor jaz lahko preslodim to, pa sem strinjal, bil je edini on, niti ne cel zares, ki se je minimalno skušal resno, brez vseh kompromisov, ki si bili polni, tako Janša kot socialdemokrati, edini je bil, ki se je kolikor tolikor resno, kolikor mogoče, probal res postaviti po robu tako imenovanim tajkunom in so mu to podstavili.
Ni baraba, jaz ga poznam, jaz vem, kaj ima. Njegova prva reakcija. Kaj? Ja, a ga poznate? Jaz ga, ne morate ga bolj kaj jaz. Jaz sem z njim prijatelj 30 let. Tat, kak tat? Jaz vem to, kakva je bila njegova prva reakcija, ki sem ga kličal, tvoj delež v Ultri je vreden 1 milijon. Je rekel, povej mi, kdo to pravi, takoj mu prodam za pol te vsote. S svojim sarkazmom in tako naprej. A ne vidite, kako sistem deluje? A mislite, da tajkuni bojo rekli v prvi osebi, mi smo tajkuni, pobili bomo poštenjake, ki... Ne, prvo se naredi, da se nazaj udari in še bolj oblati tiste. To je politika. Ampak, kot rečeno, pri meni gre za osebno prijateljstvo. In ne, tisti stalinizem je tako, kaj sem rekel o ostalih, še hujšega kot o Gregi Golubiči, potem bi mi pač pošiljali cigarete, ki jih ne kadim v zapor, če bi to rekel. Sicer pa vam predlagamo, da si na vesti ogledate celotno filozofiranje 4 tovarišev filozofov v Miklošičevem parku. Res cool. Še bolj coolsko pa je bilo včeraj v našem rdečem studiu Vesti, kjer je Denis Pokora gostil novega direktorja Urada za verske skupnosti Aleša Guliča. Celotno oddajo boste lahko gledali čez vikend, tole pa vam nudimo le v pokušino. Gulič je namreč Pokori zaupal, kdo izmed verujočih mu je prvi čestital ob nastopu nove uradniške funkcije. Doslej sem nekaj čestitk sprejel, tako pisno mislim, da je bila islamska verska skupnost prva. O romanju za svobodo komentar dneva Klaudija Poropat. Freedom Drive je demonstrativen pohod hendikepiranih iz več kot 20 evropskih držav po ulicah Strasburga vse do Evropskega parlamenta. Po ulicah mesta se jasno in glasno postavijo zahteve o enakih človekovih in državljanskih pravicah hendikepiranih, kot jih imajo drugi državljani EU, enakih možnostih na vseh področjih družbenega življenja, pravico do neodvisnega življenja, osebne asistence ter prepoved segregacije v posebnih institucijah. To je priložnost za srečanje s somišljeniki in z več kot 300 aktivisti iz cele Evrope, pogovor in predstavitev zahtev ter pobud EU poslancem, kot tudi za izmenjavo mnenj z drugimi predstavniki pomembnih EU institucij. Dogajanje bo potekalo od 14. do 17. septembra v Strasburgu. Dogodek organizirata Evropska mreža za neodvisno življenje, ENIL, in Center za neodvisno življenje Carmichael House, Dublin, Irska. Udeleženke in udeleženci dogodka bomo zahtevali ratifikacijo in implementacijo Konvencije Združenih narodov o pravicah hendikepiranih strani EU, uresničevanje že zastavljenih ciljev na področju deinstitucionalizacije in vzpostavitev storitev osebne asistence, direktivo EU, ki bo pokrivala področje hendikepa, vsaj 5% sredstev namenjenih za razvoj manj razvitih držav za programe neodvisnega življenja, vključevanje pravic hendikepiranih v vse politike držav ter vključevanje hendikepiranih oseb v vse sfere družbenega življenja. Zahtevamo priznanje storitve osebne asistence kot človekove in državljanske pravice, nujne za uživanje pravice do neodvisnega življenja, ki je zapisana v 19. členu Konvencije Združenih narodov o pravicah hendikepiranih. Ta storitev naj omogoči uporabniku polno participacijo na vseh področjih življenja, doma, na delu, v šoli, v prostem času, na potovanju in v političnem življenju. Storitev mora biti dostopna osebam, ne glede na vrsto hendikepa in ne glede na starost. Utemeljena naj bo na dejanskih potrebah in ne na premoženjskem stanju, osebnih dohodkih ali vrsti gospodinjstva, v kakršnem posamezni uporabnik živi. Uporabniki morajo imeti pravico izbire med različnimi ponudniki storitev. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Na festivalu eksperimentalnega giba Nagi B so prvi festivalski dan zaključili z intimno, čustveno nabito, interdisciplinarno predstavo Private Spaces. Nisem mogli več pridevnikov najti. Čustveno nabita, interdisciplinarna, intimna predstava Private Spaces. To ni bilo odbude, se to pač pardoniram. Še vreme. Joško Joras. Joško.
Sporoča, da je gibanje po solinah na levem bregu Dragonje varno, mi pa vam svetujemo, da kakšnega kapitalnega brancina ujamete ta vikend pri Istranovi v Padni. Pa še en lep pozno poletni pozdrav od Katje, ki mu izpit zvesti. Se vidimo ali pa tudi ne. He. A to so bile vesti na vesti, to treba še reči. Aha. Iz Ljubljanskega studija 136, to so bile vesti na vesti, z vami je bila Katja Buda skor. Ni mogla, imela izpit. Težka študentska. Nasvidenja.